dan. Bravo, živa. Naj pa zanima, kaj več o potovanju v vesolje. Človek lahko potuje v vesolje z raketami. To pomeni, prvi človek, Jurij Gagarin, je šel v vesolje že leta 1961. Potem se je ta razvoj vesoljskih tehnologij nadaljeval in leta 1969 smo tudi z raketo Saturn V pristali na Luni. To so pristali Američani. Nadalje pa seveda od leta 2000 pa redno astronavti z raketami potujejo na mednarodno vesoljsko postajo. A s takšnimi raketami, kot jih vidimo, tam potujemo v vesolje? To so makete raket. Ena je Saturn V, raketa, ki je dejansko popeljala vse Apollo misije v vesolje. Ta drugi razstavni eksponat je pa Sojuz, raketa, ki je najdlje časa bila uporabljena ruske izdelave. A ljudje, ki potujejo v vesolje, so astronavti? To so načeloma testni piloti vojaških letal in z izobraževanjem, učenjem se izobrazijo tako daleč, da jih izberejo tudi za pot v vesolje. Astronavti pa postanejo takrat, ko preletijo magično mejo 100 km oddaljenosti od našega planeta. A tako obleko imajo astronavti? Tako je, to je trening obleka Rendija Breznika, enega izmed 4 ameriških astronavtov slovenskih korenin. Namreč Jerry Linenger, Ronald Šega, Sunita Williams in Randy Breznik imajo slovenske korenine. Kaj pa pomenijo vsi ti našitki? Naprimer, 100 dni tukaj pomeni, da je preživel Randy Breznik več kot 100 dni na mednarodni vesoljski postaji. 25 mahov pa pomeni, da so presegli hitrost 25 mahov, ko so se vračali nazaj na Zemljo. A morajo biti astronavti na pot v vesolje kaj posebej pripravljeni? Seveda, tako psihično kot fizično. Že sama pot v vesolje oziroma, ko se več čas pogovarjam na mednarodno vesoljsko postajo, je kar naporna, tako da morajo se fizično biti zelo fit, zelo pripravljeni, obenem se pa tudi psihično pripravljeni. Ko pa si kuhajo hrano v vesolju? Če se malo pohecam, zelo hitro. Namreč vsi meniji so pripravljeni in hrana za vsakega astronauta posebej. Je pa res to vse dehidrirana hrana, dodatno vitaminizirana in shranjena v takšne vrečke, kodar jo morajo pa razhidrirati. Imajo pa tudi seveda določeno hrano v konzervi ali po takšnih polivinilastih oziroma takšnih folijastih vrečkah. Nekaj lahko vzamejo kot z roko, drugo pa s tem, ko razhidrirajo, ko dodajo vodo v to suho vsebino, pa samo z slamico pocuzajo ven z teh vrečk. Kaj pa je to? To je pa baranji stol, naprava, s katerim lahko na en način testiramo naš ravnotežnostni organ. Namreč v vesolju, ko so astronauti v breztežnostnem prostoru, se telo drugače obnaša in tudi samo ravnotežje, naši možgani drugače to procesirajo in s tem stolom, baranjevim stolom na Zemlji lahko predpripravimo astronaute na breztežnostni prostor na mednarodni vesoljski postaji. Evo, zdaj smo ti vzeli vid, pa sluh v narekovaju in zdaj te bomo zavrteli, pa bomo videli, kako se bo po 2 minutah, kako se boš odzval na testiranje na baranjevem stolu. A slučajno, Matija, veš, katero smer se vrtiš? Ne vem. Vidiš, kako se počutijo astronauti v breztežnostnem prostoru, zato pa potrebujejo trening. Kaj pa je to mednarodna vesoljska postaja? To je pa največji umetni satelit, ki ga je kdarkoli naredila naša civilizacija. Leti na 400 km stran od Zemlje. Evo, Tristan, zdaj pa imam za tebe eno presenečenje. Prvo se boš v virtualni resničnosti sprehodil malo po vesolju, okoli mednarodne vesoljske postaje, pa boš pel pa še notri, da boš dobil občutek, kako dejansko in kaj se dogaja astronautom na mednarodni vesoljski postaji. Prav? Ja. Evo ga. Wow. Imaš občutek, da si 400 km stran od Zemlje? Ja. Ja, imaš, daleč je Zemlja zadaj, čeprav mogoče na posnetku oziroma zgleda dosti blizu, ampak 400 km je sedaj med tabo, evo, krasno, kar pridi do modula, super. Evo, zdaj si se pa prijel. Tako so astronauti sprehajajo okoli mednarodne vesoljske postaje ali pa tudi kaj dodajo ali pa celo popravijo dostikrat. Temu se reče spacewalk. Tako se preprijemaš? Tako se preprijemaš, tako, kar koražno. Vidiš, ti bi bil super astronaut. Evo, zdaj pa tega stisneva. Kje si pa zdaj? Ja, zdaj sem pa noter. Zdaj si pa noter, tako je. To so obleke. Tako je. Za ven. Tako, to si imel oblečeno prej, ko si bil zunaj, ne? Ja. Evo, zdaj se pa premika znotri po mednarodni vesoljski postaji.
z preprijemanjem. Bravo, super ti gre, poglej. Krasno. Celo stvari znaš že premikati. Boš malo pospravil vesoljsko postajo? Ja, lahko.